Prejšnji teden smo se oglasili pri vaših kolegih, ki imajo pse, danes smo tukaj na konjih. V čem je največja razlika? Razlika je sigurno v velikosti, pa v načinu dela. Vsaka stvar je specifična, tako kot vodništvo ima svoje stvari, tako ima konjeništvo tudi svoje stvari. Koliko konjev pa premorete v Mariboru? V Mariboru imamo trenutno 6 policijskih konj. Naj še povem, da enota obstaja tudi v Ljubljani, ker ima 14 konjev in pa 15 konjenikov. Kako poteka samo izobraževanje? Kdo sploh je lahko konjenik? Izobraževanje poteka tako, da v osnovi je prvo, da naredimo izpit oziroma pridobimo poklic policista. Nato opravljamo delo 3 leta na eni splošni postaji, da dobimo določene izkušnje z delom policije. Nato pa, kdor ima voljo, željo delati z živalmi, poteka tečaj v Ljubljani, to je 6 mesecev in takrat pridobi znanje tako za konje, kot tudi za policijska pooblastila za konje. Tudi v privat življenju je vaše delo posvečeno konjem? Ja, moje življenje je posvečeno samo konjem, bi lahko rekel, kajti tako v službi, isto v privat še tekmujem v preskakovanju zapreg, treniram mlade tekmovalce, tako da se vrti vse okoli konjev. Ja. Prej smo videli en manjši prikaz dela. Kako izgleda to v realnosti? V bistvu je težje, ne? Tukaj je le vse pod kontrolo, grajen prostor, ve se, kaj se bo dogajalo, na terenu je pa to čisto spontano. Ne moreš nikoli pričakovati, kaj se bo zgodilo v danem trenutku. Ne? In na kaj pazite, ko ste na terenu? Kaj je tisto, kaj lahko konja prestraši? Ja, čisto odvisno, konji so že po naravi zelo plašne živali, sicer mi te konje treniramo, da so v bistvu bolj imuni na poke, na razne dimne bombe, kot ste tukaj videli, se nastrašijo tako. Na terenu pa več ali manj moramo biti zelo previdni, sploh v mestu, ko so te asfaltirane poti. Lahko konj zelo hitro pade, v primeru, da se ustraši. Pa glede avtomobilov, pa tega moramo biti pozorni, da ne poškodujemo česa, drugače pa ni nekih problemov, da bi rekel, da bi lahko kaj izpostavil. Se tale konj, ki ste sedaj vi na njemu, je to vaš konj ali si delite med sabo z kolegi? Načeloma ima vsak svojega konja, ni pa to pravilo, lahko tudi konje delimo s kolegi, lahko menjavamo konje, tako da jahamo tudi druge, ampak vsak najbolj pozna svojega konja, sploh v določenih kritičnih situacijah, točno veš, kako bo odreagiral. Kaj pa v času dopusta, kako je z prehrano in pa z nego teh velikih živali? V bistvu mi imamo tukaj hleve v najemu, tukaj so tudi zaposleni hlevarji, kateri čistijo hleve, bokse, tudi konje hranijo. Mi imamo pa pripravo konja na teren, ko gremo pripravimo konja in opremo in to je v bistvu naše delo. Med dopusti pa seveda tisti, ko niso na dopustu, skrbijo za kondicijo konja in za treninge. Kakšni konji so primerni za to delo? Pomembno je, oziroma kako poteka ta nakup policijskega konja. Policija da razpis, da kupujemo konja, ki mora ustrezati določenim merilom. To je višina, karakterno morajo biti konji mirni in osnovno najahani. Nato se zbere komisija, ki te konje pregleda, preizkusi in če ustreza vsem tem našim merilom, se konj tudi odkupi. Kolikšna pa cena takšnega konja? Ja, tu med 7 in 10 tisoč evrov.